Ni čist navaden, je kar RS, pa še trofi povrh. Takole, današnji vlog bo zelo bogat, predvsem za avtomobilsko vsebino. Začel bom pa z Navaro. Jaz vem, da se je avto že kakšen teden pojavljal, komuter minuti, ampak ko sem pa za nazaj gledal, pa nisem še nič res konkretnega v Navari povedal. Dajmo najprej samo osnovo, ne. Navara je 5-metrski poltovornjak, nova generacija je prišla na trg lani spomladi. Če bi moral vse skupaj povzeti zelo na grobo, bi rekel, da je največji napredek naredila predvsem pri voznih lastnostih pa pri varnosti. Zdaj razlog, zakaj so vozne lastnosti bistveno boljše kot so bile, se skriva tukaj pri zadnji osi. Gre za to, da so se listnate vzmeti, če ignoriraš čisto osnovno izvedenko pri Navari poslovile. To v bistvu pomeni, da je Navara opremljena s klasičnim vzmetenjem pa z več vodilno opremo. Pravzaprav je tako, ker se je Navara znebila listnatih vzmeti, je bila prva v svojem segmentu, ki je to naredila. Hvala sta se zaradi tega izboljšala stabilnost pa udobja. Veš, če avto ni polno naložen, ne poskakuje več, ni več tako trd, pa ni več tistih neugodnih treslajev, ker je definitivno veljalo za prejšnjo generacijo. Pri položaju za volanom je pa tako, še vedno ti je ves čas jasno, da sediš v pick-upu, kar pa ne pomeni, da ni vse skupaj razmeroma udobno. Pa zvočna zatesnitev kabine, jaz sem se s tem avtom ful vozil po avtocesti, tukaj je razlika v primerjavi s prejšnjo Navaro res ogromna. Še ena fajn stvar, double cab kabina, vse to je pri tekmecih enako, ampak prostora v drugi vrsti je razmeroma veliko. To povem pa predvsem zato, ker me veliko ljudi sprašuje, a pa je Navara lahko tudi potencialno družinski avto. Mislim, če mene vprašaš, je lahko. Mi smo en teden super z njo shajali, tudi Isofix sidrišča so ful lahko dosegljiva. Vidiš? Drugače pa od tal oddaljena terenskih 23 cm, v zadnju kason lahko rukneš krepko več kot tono. Zapora zadnjega diferencijala je elektronsko regulirana, ker ima tudi določene prednosti, pa ne samo to, z Navaro lahko rečeš pri kolcu težko do 3,5 tone. Kar se v motorja tiče, na vsakem primeru je 2,3 litrski štirvaljnik, ti se moraš pa pol odločiti, da bi rad imel 160 pa 190 konjev. Prasi! To je to, kar se tiče Navare. Zdaj moram pa hitro Ljubljano, zato ker jo vrnem, pa upam, da je naslednji avto zame že pripravljen. Pa ne samo to, pičem tudi v Zagorje, kjer bo Škoda predstavila prenovljenega Rapida. No, medtem, ko kolegi novinarji fotografirajo Rapida, bom najprej povedal par osnovnih stvari. A veš, Škoda je Rapida, in tukaj govorim o obeh karoserijskih izvedbah, limuzina pa kombi limuzina prenovila spomladi. V bistvu jih je prvič pokazala v Ženevi. Kar se same kozmetike tiče, sprememb pri obliki maske ali pa samih žarometov ni. Je pa drugačen način, na katerega svetijo tele bixenonski žarometi. Prvič lahko namreč Rapid regulira snop. Pa imaš pa še par manjših detajlov, meglenke so recimo zdaj bolj ožje, malo bolj elegantne, pa tudi tale kromirana lestvica, ki se vleče čez cel spreden del, je nova. Škoda pravi, da je malo popedenala armaturko, da je urihtala ambientalno osvetlitev, pa tale vmesnik ima zdaj večji zaslon. Prej je bilo inčev po diagonali 5, zdaj jih je pa 6,5. Pa še ena stvar, zato mora biti pa zadnji. Mehna sprememba, ampak obenem pa tudi zelo pomembna. Zdaj sta po ta novem tukaj 2 USB vhoda. Prej jih pa ni bilo. Drugače pa mersko kombi limuzina, recimo dolga 4,3 metra, avto uvrščen med Fabio pa Octavio. Vse to je logično. Prostorina kufra ostaja enaka, to se pravi pri kombi limuzini je 415 litrov. Pri limuzini, ki je pa bistveno daljša, mislim, da za 20 cm dolga je okrog 4 metre, pa je pa kufr bistveno večji, zato ker ponuja kar 550 litrov. Kar se motorjev tiče, je res, da ponudba ostaja približno enaka, ampak obenem pa velja, da je Škoda pripravila tudi eno zelo veliko novost. Veš, po slovu se je 1,2 litrski štirvaljnik, nadomestil ga je pa litrski trivaljnik. Je 10 kg lažji od motorja, ki ga nadomešča, Škoda pa trdi, da je tudi bolj uglajen, tišji, pa varčnejši. Pa tole sem pozabil povedati. Cene za Rapida, če upoštevaš najbolj osnovno motorno različico, to je bencinar 1,070 kW, se začnejo pri 11.860 evrih. Včasih sem malo pozabil, pa pozabim ceno povedati, ker je dosti ključnega pomena. Kaj pa kar ne morem pobegati pick-upom, Aleš me s fullbackom pele po Cliota. Evo ga, lega. In ja, ni čist navaden, je kar RS, pa še trofi povrh. A takoj poserviram eno zanimivo dejstvo. A ti veš, da je bil Clio RS prvi malček s sistemom launch control? Spomnim se, da sem bil na prvi vožnji, mislim, da okrog Barcelone, zdaj že lep čas nazaj. Pa vem, da preden smo speljali na dirkališče, smo morali obvezno uporabiti launch control.